Lep večerni pozdrav vsem gledalkam in gledalcem, poslušalkam, poslušalcem. Zami sem Tine Nipič in skupaj se bomo podali v Centralno Azijo, natančneje v Uzbekistan, skozi katerega je, kot verjetno že veste, nekoč potekala znamenita svilna pot. Oddajo Popotniški snap, ki jo danes spremljate, organizira Popotniško združenje Slovenije v sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom Maribor. Danes poteka tudi nagradna igra, v okviru katere lahko prejmete člansko izkaznico. Vse, kar morate storiti, je, da na koncu oddaje na e-mail naslov posredujete vaše kontaktne osebne podatke ter geslo, ki bo skupaj z tem naslovom vidno na koncu oddaje. Tako da nas spremljate do konca. Z nami pa je tudi naš današnji vodnik in popotnik, ki bo predstavil omenjeno državo in svojo izkušnjo, ki jo je doživel. Torej, Miran, pozdrav tudi tebi in dobrodošel v Popotniškem snapu. Dober večer in hvala za povabilo. Za začetek, da prebijeva let, bi te mogoče prosil, da vsem udeležencem malo deliš svoje dosedanje izkušnje, oziroma na katerih zanimivih krajih vse si do sedaj že bil, poleg Uzbekistana seveda. Ja, do sedaj sem obiskal 108 držav po celem svetu. To pomeni, da sem bil v večini Amerike, tako severni, srednji kot južni, obiskal večino azijskih držav, bil v Avstraliji. Edina velika črna lisa je Afrika in predvsem iz enega razloga, ker ko sem leta 2010 potoval po Južnoafriški republiki, so me v Johannesburgu oropali, oborožen rop, tako da od takrat se nekako ne počutim najbolj varno v Afriki, v pomenu, da ne želim potovati po Afriki v lastni režiji, kot je večina mojih potovanj. Mogoče se bo to tudi kdaj spremenilo in bom začel bolj intenzivno potovati tudi po Afriki. Torej, kljub zelo neprijetnemu dogodku, očitno je tvoj portfelj držav, ki si obiskal, res izjemen, kar velika številka. Sedaj pa predlagam, da se... V večini držav bil že večkrat kot enkrat, ne? Tudi med temi 108. Torej, da je številka verjetno še tudi obisku, verjetno 2-krat, 3-krat višja, če ne več. Sedaj pa mogoče predlagam, da se kar premaknemo k predstavitvi. Drugače vse udeležence, ki nas spremljate, pa pozivam, da kar svobodno postavite vprašanja, komentarje, na katere bomo odgovarjali tekom, pa tudi na koncu predstavitve. Evo. Tako je, no pa bomo začeli z Uzbekistanom. Na začetku bom razložil, zakaj sploh sem potoval v Uzbekistan. Nekako bi lahko rekel iz 3 razlogov. Prvi razlog je, ker, kot sem že na začetku povedal, zelo rad potujem. Potem drugi razlog je, da rad obiščem nove države. Tretji razlog pa je prav ta svilna cesta oziroma svilna pot. Saj sem si vedno želel obiskati ta zgodovinska mesta v Uzbekistanu, skozi katera je potekala svilna pot. In tako sem se dejansko odločil, da bom Uzbekistan obiskal tisto leto, ko se je začela korona. Takrat je bilo potovanje oziroma vse letalske povezave so bile odpovedane. In sedaj, ko so se pa razmere umirile, je pa bil pravi čas za potovanje in tako sem potoval v Uzbekistan lansko leto v mesecu septembru. Tako da pomeni, da je od mojega potovanja minilo dobrega pol leta. Torej, to še je kar sveža izkušnja, o kateri bomo danes slišali res lahko veliko. Super. Tako je. No, najprej bom Uzbekistan predstavil na zemljevidu. Uzbekistan leži v Aziji, bolj točno v srednji oziroma v centralni Aziji, meji na 5 držav, to so Kazahstan, Kirgizija oziroma Kirgizistan, potem Turkmenistan, Tadžikistan, ima pa tudi kratko mejo z Afganistanom. Kot zanimivost pa naj omenim, da je Uzbekistan ena izmed samo 2 držav na svetu, ki so brez izhoda do morja, obenem pa mejijo tudi na vse države, ki nimajo izhoda na morje. Sicer mogoče je to malo zakomplicirano povedano, vendar pa pomeni, da Uzbekistan nima dostopa do morja, pa niti vse njegove sosednje države nimajo izhoda na morje. In druga država taka na svetu pa je pravzaprav v naši soseščini in to je majhna kneževina Lichtenstein.
Tu vidimo zemljevid Uzbekistana, na katerem bom razložil, kako sem sploh potoval. Piše Taškent in označeno z rdečo, to je glavno mesto, kjer sem tudi pristal in začel moje potovanje. Nato sem se premaknil proti zahodu v mesto Samarkand. Potem smo šli na sever v puščavo Kizilkum in na jezero Ajdarkul, potem še naprej proti zahodu v mesto Buharo in končna destinacija pa je bilo mesto Hiva, sicer na tem zemljevidu Hiva ni označena, vidimo pa mesto Urgenč in Hiva je mogoče dobre pol ure oddaljena od Urgenča. Sedaj za začetek najprej nekaj osnovnih podatkov o Uzbekistanu. Uzbekistan je kar velika država, 450.000 kvadratnih kilometrov, kar pomeni, da je velika za približno 20 Slovenij. In v imenu pa ima končnico stan. To je oznaka za domovino, deželo, kraj in dejansko se prevaja kot dom Uzbekov. Na svetu najdemo nekaj držav, ki imajo končnico stan, večinoma jih je v centralni Aziji, to so že prej omenjeni Kazahstan, potem Kirgizistan, Turkmenistan in Tadžikistan. Stan je tudi Afganistan. Pogosto pozabimo, da stan v imenu ima tudi Pakistan, ki je lociran nekoliko bolj južno. Verjetno pa večina ljudi ne ve, da tudi Armenija, ki jo pač mi kličemo Armenija, v izvirnem jeziku se imenuje Hayastan, tako da tudi Armenija je dejansko stan. Uradni jezik v Uzbekistanu je uzbeški jezik, ki spada med turške jezike. Zaradi zgodovine Sovjetske zveze pa večina ljudi govori tudi ruski jezik in ruski jezik tako velja za jezik medetičnega sporazumevanja, saj v Uzbekistanu ne živijo samo Uzbeki, ampak tudi recimo Tadžiki. Tadžiški jezik je perzijski jezik, tako da se Uzbeki in Tadžiki ne morejo medsebojno razumeti, seveda se pa sporazumevajo na podlagi ruščine. Angleščina ni preveč razširjena, tako da z angleščino si dosti ne moreš pomagati. Nam Slovencem pa gre na roko, da sta tako slovenščina kot ruščina slovanska jezika, kar pomeni, da določene besede vseeno lahko razumeš. Drugače v državi živi 37 milijonov prebivalcev, od tega je večina Uzbekov, potem pa tudi Tadžiki in kot rezultat Sovjetske zveze pa so se priseljevali tudi številni Rusi in recimo Ukrajinci, vendar pa Rusi živijo predvsem v mestih, predvsem v glavnem mestu, medtem ko na podeželju Rusov ni. Veroizpoved, verstvo so muslimani, seveda Rusi pa so ortodoksni, vendar velika večina je muslimanov. Uradna valuta je uzbeški som, in je to valuta velikih številk, saj za 1 evro dobimo 13.000 somov, kar pomeni, da če zamenjamo 100 evrov, smo že takoj milijonarji, saj dobimo 1.300.000 somov. No, glavno mesto pa je Taškent, ki ima 3 milijone prebivalcev. Če te lahko tukaj na tem mestu vprašam, mogoče glede izgovorjave krajev, je kakšna zanimivost tukaj? Ja, zanimivost je, da imajo vsi ti kraji uzbeška oziroma tadžiška ali pa tudi perzijska imena, kajti to območje je prvotno bilo pod vplivom Perzije. Dodatno pa je problem še, ker so vsa ta imena pisali tudi v cirilici in tako recimo mi mesto Hiva pravimo Hiva, medtem ko uradno je Kiva, se piše z KH. Isto velja za Buharo, ki mi pravimo Buhara, čeprav uradno je Bukara, ne, tako da pa tudi Taškent, nekateri izgovarjajo Taškent, drugi Taškent, tako da tudi jaz se pogosto pač zmešam in namesto Taškent povem Taškent. Ampak verjetno ne predstavlja neke večje težave, no, pri sporazumevanju. Sploh pri izgovorjavi krajev razumejo, kaj misliš. Ne? Okay. No, da nadaljujeva z zgodovino. Prav območje današnjega Uzbekistana velja za eno najdlje časa poseljenih območij na svetu, če pa ne na svetu, pa vsekakor v centralni Aziji. Kot sem že prej povedal, tu so prvotno živela perzijska nomadska plemena.
in ta pokrajina se je imenovala Transoksijana. To je bila pokrajina med dvema rekama, ki obstajata še danes, seveda, to sta Sir in Amu Darja. Skozi te kraje je v 4. stoletju pred našim štetjem potoval tudi znameniti makedonski vojvoda Aleksander Veliki. V 7. in 8. stoletju pa so na to območje prišli Arabci, ki so s sabo prinesli muslimansko vero in posledica česa je, da je še danes pač večina Uzbekistancev muslimanske veroizpovedi. No, skozi te kraje pa je potekala znamenita svilna pot, nekako iz 2. stoletja pred našim štetjem do 15. stoletja našega štetja, in v tem času je bil največji razvoj, ko so nastala vsa ta velika pomembna mesta, ki jih pravzaprav turisti iz celega sveta hodimo danes obiskovati. Vendar o svileni cesti več v nadaljevanju. No, v 13. stoletju je skozi to območje šel mongolski vladar, mongolski kan Džingis Kan, ki pa je povzročil veliko opustošenje, porušil številna mesta in ubil dosti ljudi, ker je bil zelo krvoločen. Vendar pa na podlagi teh njegovih osvajanj se je pa tudi spremenil Uzbekistan, takratni Uzbekistan, kajti ni več bil pod perzijskim vplivom, ampak pod turško-mongolskim vplivom. V 14. in 15. stoletju je vladal Timur Lenk, ki je vsekakor najbolj znani Uzbekistanec. Rojen je bil nedaleč od Samarkanda in Samarkand je tudi ustanovil kot svojo prestolnico. Kasneje po Timur Lenku so se razvile mestne državice, Emirat v Buhari, pa Kanat v Kokandu in v Hivi, ki pa so jih uničili Rusi, kajti v 19. stoletju je na to ozemlje prišel ruski imperij, potem v 20. stoletju je bil Uzbekistan Republika Sovjetske zveze, vse do neodvisnosti leta 1991, danes pa je Uzbekistan neodvisna država. No, leta 1966 pa se je zgodil tudi potres v Taškentu, ki je uničil veliko večino mesta, vendar tudi o tem bom več povedal v nadaljevanju. Kot že prej omenjeno, največja turistična znamenitost Uzbekistana so mesta ob tako imenovani svilni poti ali svileni cesti, ki je kopenska mreža trgovskih poti med Kitajsko in Evropo. Ne gre samo za eno pot, ampak za več različnih poti, in to pomeni, da je bolj primerna oznaka svilne poti in ne samo ena svilna pot. Je to največja transkontinentalna pot v zgodovini človeštva, ki pa je poimenovana po svile, ki je bila nekoč bolj cenjena od zlata. No, potekala je tudi skozi Uzbekistan. Uzbekistan je večinoma sušna pokrajina, se pravi puščava, ima pa oaze in ravno v teh oazah, kjer so karavane našle svežo vodo, lahko se pa tudi odpočile, so se razvila najmogočnejša mesta takratnega časa in so postala središče učenja, znanosti in religije. Na tem mestu bi te mogoče vprašal, verjetno boš tudi pokazal kakšno fotografijo, ampak te postojanke, pa te, ko jih tudi poznamo kot karavanseraji, to si kaj našel na poti, oziroma še ohranjeno sploh za ogled, obisk? Je ohranjeno, dosti tega, sploh ta arhitektura iz tistih časov se je ohranila, vendar je močno renovirana. Sploh, ko se je začel razvijati turizem, so pač zaslutili, da lahko s tem ogromno služijo, tako da so večino teh mest starodavnih, pa tudi vse te zgradbe, kot so medrese, mošeje, minarete, karavanseraje, trgovske arkade, kar zelo obnovile, tako da danes dejansko ne moreš vedeti, kaj je original, kaj je kopija in kaj je zelo dobro obnovljeno. Tega podatka niti ne moreš najti v vodičih, vsekakor pa je danes lepo obnovljeno in kar lepo izgleda. Torej, brez res dobrega lokalnega znanja, no, tudi zgodovina ni dovolj, da bi prepoznali torej te nekoč znane postanke. Zanimivo. Ne moreš vedeti, sem tudi pravim, nekatere zgradbe so bile tako lepe in sem iskal podatke, če so obnovljene ali če je rekonstrukcija, in dejansko tega podatka ne moreš najti. Je pa pač za vsako zgradbo dobro zabeležena zgodovina, tako da vsaj veš, čemu služi, oziroma čemu je služila. Torej vse to.
Ja. No, sedaj se bomo preselili v glavno mesto, kjer bomo začeli spoznavati Uzbekistan. Glavno mesto se imenuje Taškent in gre tudi za razmeroma že staro mesto. Obenem je največje mesto Uzbekistana s približno 3 milijone prebivalcev in je tudi največje mesto celotne Srednje Azije. Locirano pa je samo 15 km od meje s Kazahstanom, leži pa bolj v vzhodnem delu Uzbekistana. Že prej omenjeni potres leta 1966 je uničil velik del mesta, kar pa po drugi strani pomeni, da so arhitekti imeli proste roke in so lahko zgradili mesto po svojih načrtih, tako da gre danes za bolj ali manj moderno mesto, mesto s širokimi avenijami, odprtimi trgi in številnimi zelenimi površinami, se pravi parki. No, na fotografiji pa vidimo glavni trg Taškenta, na katerem seveda stoji kip najbolj znanega Uzbekistanca, to je Amir Timur oziroma Timurlenk, kot mu pravimo v Sloveniji. No, v ozadju pa lahko vidimo hotel Uzbekistan, ki pa je zgrajen v tipičnem sovjetskem stilu. Kar se tiče arhitektura, ravno zaradi potresa je bilo uničenih ogromno starih zgradb, tako da danes v mestu najdemo res malo zgradb iz 16. stoletja oziroma 17. Ena izjema je medresa Kukeldaš, ki jo vidimo na prvi fotografiji, no za primerjavo sem pa dal pač zgradbe iz sovjetskega obdobja, kjer so bolj kockaste. Najdemo pa tudi nekaj nebotičnikov, ki so zgrajeni v modernističnem stilu. Zanimivo pa je, da tudi recimo novejše zgradbe radi zgradijo v tipičnem centralnoazijskem stilu, tako da izgledajo kot stare, čeprav so kar moderne in se pravi zgrajene mogoče še celo v tem stoletju. Te zgradbe pa služijo bolj za kake muzeje. Kakšna pa je dejansko, kako bi rekel, simbioza, mogoče med temi stavbami? Ali je to dejansko bolj tujek v okolju, ali dejansko so neki prehodi, no tisti stari del, ki je ohranjen, pa kar poleg moderni del? Kakšen je ta občutek, utrip mesta glede arhitekture? Tam, ker v potresu so bile vse stare zgradbe bolj ali manj uničene, edino okoli tržnice Čorsu, okoli bazarja, se je ohranilo nekaj starih zgradb, tako da med tem dejansko lahko se peš sprehajaš, saj je mogoče 5-10 minut sprehoda, medtem ko v ostalem delu Taškenta starih zgradb ne najdemo. Tam najdemo pač samo te zgradbe, ki so bile že zgrajene v sovjetskem stilu, se pravi, ali so to zgradbe, ki služijo vladnim namenom, ali pa tudi številne stanovanjske bloke, ki so pa pač zgrajeni kot kocke. Medtem ko v teh stanovanjskih kompleksih starih zgradb ne najdemo, ker je bilo vse porušeno in ja, to je to. Torej dobimo še ta sovjetski utrip mogoče te arhitekture. Ja, že recimo, ko se sprehajaš po ulicah, to vidiš take zelo široke avenije, potem odprte trge, to veš, da ni nekaj starega, ampak je bilo zgrajeno kar na novo. Vendar pa to je odraz, kot sem že prej povedal, potresa, ki je prizadel mesto. No, kar se tiče starih zgradb, versko središče Taškenta je Hazrati Imam kompleks, vendar tudi tu, kot sem prej povedal, dejansko ne veš, kaj je na novo zgrajeno oziroma kaj je obnovljeno. Bral sem v vodiču, da so te zgradbe v tem kompleksu bolj ali manj bile porušene in ko se je leta 2007 Taškent razglasil za islamsko prestolnico kulture, so začeli z obnavljanjem teh zgradb, ki danes res izgledajo zelo impresivno. Ta Hazrati Imam kompleks je poimenovan po enem prvem muslimanskih pridigarjev iz 10. stoletja, ki je baje govoril 72 jezikov, če verjamemo ali ne, in je danes tu pokopan v enem od mavzolejev. V tem kompleksu pa hranijo tudi enega najstarejših izvodov Korana na svetu. Dejansko pa tu dobimo vpogled v vse, kaj nas čaka v ostalih mestih, saj v tem kompleksu najdemo medrese, mošejo, minarete, mavzolej, se pravi vse, kar bomo videli v Samarkandu, Buhari in Kivi, se pravi to tipično arhitekturo, dejansko tu vidimo že v tem kompleksu. Te lahko tukaj še vprašam za medresa. Medresa pomeni šola oziroma s tem povezano.
Tako je. Medresa je arabska beseda za šolo, oziroma lahko bi tudi rekli za izobraževalno inštitucijo. In tako da vse povsod v vseh teh krajih najdemo medrese. Saj sem že prej povedal, da so ta mesta ob svilni poti bila pomemben center izobraževanja. Vendar bom pa več o medrese povedal tudi v nadaljevanju. Ena največjih znamenitosti v Taškentu je podzemna železnica, ki so jo začeli graditi leta 1977. Dejansko se lahko primerja z podzemno železnico v Moskvi, glavnem mestu Rusije, to pa predvsem po zaslugi arhitekturno dovršenih postaj. Vsaka je zgrajena v določenem stilu. Ta na fotografiji dejansko ponazarja arhitekturo Uzbekistana z temi arkadami in domovi. Obenem pa je podzemna železnica hiter način premikanja po mestu, po drugi strani pa tudi zelo poceni, saj vozovnica za vožnjo stane samo nekaj več kot 10 centov. Je pa možno plačevati tudi z kreditno kartico, tako da samo prideš, prisloniš kreditno kartico, niti ni potrebno kupiti vozovnico in se že lahko pelješ, tako da tudi nekaj modernega. To je recimo postaja podzemne železnice, ki je posvečena vesoljstvu oziroma na temo vesoljstva. Tu vidimo tudi fotografijo Valentine Tereškove, ki je bila prva ženska, ki je bila v vesolju. Ena izmed podzemnih železnic pa je posvečena tudi bombažu. Bombaž je namreč zelo pomemben za gospodarstvo Uzbekistana, se pravi za kmetijstvo, in tako, ko se voziš po Uzbekistanu, vidiš številne njive, kjer je posajen bombaž. Obenem bombaž prinaša denar, po drugi strani pa je povzročil veliko naravno katastrofo, kajti bombaž zahteva za gojenje veliko vode in tega v sušnem Uzbekistanu ni na pretek. Tako da povzroča še dodatno izsuševanje okolja. Sicer pa tudi Uzbekistan, mogoče kdo ve, je prizadela zelo velika katastrofa, saj so uspeli skoraj izsušiti Aralsko jezero, ki je nekoč bilo eno izmed največjih jezer na svetu, danes pa se je ohranilo še zelo malo vode. In to tudi po zaslugi namakanja pol bombaža. Drugače pa Uzbekistan ima tudi velike zaloge zlata in naravnega plina, in to so tudi izdelki, ki jih izvažajo. Že prej omenjena tržnica Čorsu je naslednja velika znamenitost Taškenta, ki je skoraj noben obiskovalec ne izpusti iz svojega programa. Gre za pravo centralnoazijsko tržnico, ki se zaprti del nahaja pod to modro kupolo. Tako tržnico sem obiskal recimo že, ko sem bil v Kirgizistanu, v glavnem mestu Biškeku se imenuje Oški bazar, ali pa zeleni bazar v Almatiju, to je nekdanja Alma Ata, ki je bila prejšnja prestolnica Kazahstana. Na tej tržnici ni da ni, tako prodajajo recimo meso, brez hladilnikov, to je vse na odprtem, vsekakor ne odgovarja našim higienskim standardom, tam pa je to nekaj povsem običajnega. Potem seveda nepogrešljivi oreški, suho sadje, začimbe, saj ne nazadnje tudi začimbe povezujemo z tem orientalnim pridihom Uzbekistana in tudi svilne poti. Potem ženske prodajajo vloženo zelenjavo, prodajajo jušne rezance, no na zunanjem delu, odprtem delu pa se prodaja predvsem sadje in zelenjava. Septembra, ko sem bil jaz v Uzbekistanu, je bil zelo popularen, so bile popularne velike lubenice, tega je bilo res na pretek, pa tudi številna zelenjava, tu vidimo papriko, pa čebula. No, na zunanjem delu pa lahko dobiš tudi vse ostale dobrine, tudi oblačila, obutev. Se pravi, to je tako velika tržnica, da ni, kar ne bi lahko kupil. Ponuja pa vsekakor pogled v vsakdanjik lokalnih prebivalcev, saj tu pridejo lokalni prebivalci po nakupe. Če pa že govorim o tržnici, pa se moram dotakniti tudi kulinarike. Prodajajo ta znameniti uzbekistanski okrogel kruh, ki se imenuje nan.
kot vidimo na fotografiji, ta srednji del je poseben odtis in ta odtis delajo z posebnim orodjem, ki ga tudi prodajajo kot spominke. Zanimivo pa je, da kruh prodajajo v teh vozičkih, te babuške vsako jutro sedijo, prodajajo kruh pa je pokrit z dekami, da dlje časa ostane topel. Seveda kruh je zelo poceni, tako da sem si jaz tudi privoščil par hlebcev, da sem ga probal. Tukaj bi te mogoče prekinil, kakšen pa je obisk tržnice se strani, ne vem, popotnikov, turistov, ali so res samo domačini tam? Ogromno. Skoraj vsi turisti, ki pridejo v Taškent, grejo tudi na ogled te tržnice, ker nenazadnje omogoča vpogled v vsakdanjih prebivalcev. No, posledično pa je, da cene niso najnižje, saj moraš kar precej barantati, sploh recimo saj za turisti meso ne bodo kupovali, papriko tudi ne. Večina turistov pa kupuje začimbe in potem to suho sadje, ki tako lepo ga zaranžirajo na krožnike, in tam pa so cene višje, kot bi človek pričakoval, vendar pa predvsem po zaslugi tega, ker je turistični kraj. Ni samo za domačine, ampak tudi za turiste. Ja, pa kljub temu še ohranja torej nek lokalni utrip, no? Ja, vsekakor. Saj tudi večina obiskovalcev so vsekakor domači prebivalci, lokalni prebivalci in ne turisti. Tako da turisti ne presegajo domače obiskovalce. No, drugače najbolj znana hrana, kar se tiče mesa, je šašlik, po naše bi temu rekli nabodalo, ki ga lahko dobimo iz jagnjetine, iz piščanca ali pa iz govejega mesa, nikoli pa iz svinjine, kajti kot sem že prej rekel, Uzbekistanci so muslimani in muslimanska vera prepoveduje svinjino, se pravi jedi iz svinjine. No, za nacionalno jed pa velja plov oziroma pilav, kar je pa riž z zelenjavo in mesom, vendar pa pilav prodajajo tudi v drugih državah centralne Azije, tako da bi težko povedal, da je prav nacionalna jed samo Uzbekistana. No, posebna zanimivost pa je kvas. Gre za napitek, ni to pač kvas, ki ga uporabljamo pri nas za kruh, in gre pa za napitek iz fermentiranega rženega ali črnega kruha z malo oziroma nič alkohola. Značilen pa je predvsem za države nekdanje Sovjetske zveze, se pravi za centralno Azijo, najdemo ga pa tudi v baltskih državah, tako sem ga recimo pil v Latviji, pa tudi v Ukrajini, mislim, da tudi v Azerbajdžanu. Tako da gre res za tako osvežilno pijačo, sicer posebnega okusa, vendar pa je dobro za piti. Vseeno, kljub temu kvasu, pa je najbolj tipična pijača Uzbekistana čaj, kot za večino držav v tistem območju. Alkohol se sicer da dobiti, ni noben problem, cene so malo višje, vseeno pa vera v Uzbekistanu ne dopušča pitje alkohola. Posebnost Uzbekistana so tudi taki betonski valji, ki jih vidiš na ulicah, in potem se zaveš, da to so dejansko peči, ki se jih imenujejo tandur, v katerih pa pečejo samso. Samsa pa je pekovski izdelek, po naše bi rekli žepek z različnimi nadevi, lahko je meso ali pa tudi zelenjavne. Tudi zelo poceni in nekaj tipično njihovega. Na tej levi sliki lahko vidimo gospo, ki dejansko peče oziroma premika te samse. To je nekje na prostem, ali kje je ta peč postavljena? To je na prostem, to na ulicah. Se recimo sprehajaš po ulici in naenkrat samo to vidiš. Je pa posebnost, da mora dejansko, ko namešča te samse, kot vidimo na drugi sliki, se mora zelo globoko pripogniti in skoraj zlesti v ta tandur, da potem lahko tako prilepi to samso na steno. Ta gospa pa dejansko tu pripravlja ogenj, ne meša samse, ker ko je samsa enkrat gor, potem se ona itak speče, je več ne premeščajo, ker drugače lahko pade v ogenj. Zanimiv proces, no. Ja, to je nekaj malo drugačnega, ker tega pri nas ne moraš videti. No, na tej fotografiji pa bi lahko videli babuško oziroma babico, kako v starem sovjetskem vozičku vozi svojega vnučka, vendar pa dejansko ni to, tako prodajajo samso. Se pravi, te ženske imajo v vozičku polno samse in potem hodijo po ulicah in prodajajo
ta pekovski izdelek. Tako da to se mi je zdelo zanimivo. Tega pa nisem pričakoval sedaj. Ja. Kljub temu, da vidimo plastenko vode v tem vozičku. Ja, to ima gor pač ona zaradi sebe, ker je žejna, ker v Uzbekistanu, sploh ko sem jaz bil, je bilo kar precej vroče in seveda se tudi mora potešiti žejo. Ja. Vendar ni otroka, ni dojenčka. Posebnost Uzbekistana pa je tudi tapčan. Gre za poseben kos pohištva, ki ga pri nas pa v Evropi tudi ne poznamo. Gre za neke vrste leseni fotelj, 2x3 metra velik, obdan z blazinami, na katerem pa je klubska mizica in potem oni tako jejo. Vsi se usedejo po turško, lahko tudi ležiš, hrana se da na to klubsko mizico in potem tako cela družina skupaj večerja ali ima kosilo. Ampak na koncu je na isti višini, kot če bi normalno sedeli, ne se je dvignjeno ta priprava. Ja, to je dvignjeno od tal, ja. Samo je pa, sem tudi sprobal tudi sam in sploh mi, ker nismo navajeni, nekaj časa sem sedel po turško, potem mi je že noga zaspala, potem sem se malo vlegel na bok, tako da moram povedati, da mi naš način bolj odgovarja kot pa ta uzbekistanski. Se poleg hrane treba navaditi tudi na pozicijo, v kateri se obeduje. Ja, za njih je to nekaj običajnega, za nas pa pač bolj nenavadnega. Ne? Kar se pa tiče ljudi Uzbekistana, Uzbekistanci so večinoma Azijci, to vidimo pač po potezah obraza, medtem ko Tadžiki, ki so tudi manjšina, so pa belci, saj Tadžiki spadajo med Perzijce, Uzbekistanci pa med turške, vendar med azijske Turke. Ne. Drugače večinsko prebivalstvo so muslimani, tudi Rusi, priseljeni Rusi so ortodoksni oziroma pravoslavni, značilno pa je, da ima Uzbekistan mlado prebivalstvo, saj je velika večina prebivalstva mlajšega od 30 let. Okay. Kakšna pa je mogoče na tej točki gostoljubnost lokalnega prebivalstva, ljudi nasploh v Uzbekistanu po tvojih izkušnjah? Ja, po mojih izkušnjah so bili res zelo gostoljubni, vendar to je vedno potrebno vzeti z rezervo, saj ne nazadnje si ti turist, ki prineseš denar, tako da verjetno do tebe se vsi lepo obnašajo, vendar res nisem imel nobene negativne izkušnje, pač tudi ko si nakupoval, sploh ker, kot sem že prej povedal, Slovenci razumemo nekaj ruskih besed, oni pa vsi govorijo po rusko in pač je bil tudi način sporazumevanja lažji, tako da pravim, do mene so bili res vsi zelo, zelo prijazni in se glede tega ne morem pritoževati. Torej, občutek dobrodošlosti, sprejetosti ne na podlagi denarnice, ampak nasploh kot sočustvovanje do človeka, no, kot obiskovalca, ki je mogoče malo bolj zgubljen v tem kraju. Ja, tako opisal, mogoče to. Ja, meni so pravim, ljudje so bili res zelo prijazni in gostoljubni in zato tudi pač priporočam Uzbekistan vsakemu, ki si želi pač potovati, ne, ker je res primerna destinacija. No, sedaj pa se moram dotakniti še voznega parka, ki kot sem napisal, ni tako zastarel kot na tema fotografijama. Na tema fotografijama pač vidimo, mislim, da sta to dve lode iz sovjetske izdelave, drugače pa je največ avtomobilov znamke Chevrolet, potem sledi Daewoo, pa Lada, imajo pa tudi ta kitajske električne avtomobile, o katerih se sedaj toliko govori, ker jih bodo uvažali tudi v Evropo, Build Your Dreams, BYD, ki se moram povedati, dejansko prvič te avtomobile sploh videl v Uzbekistanu, ker prej jih v Sloveniji nisem videl nikjer. No, posebnost pa je, da velika večina avtomobilov v Uzbekistanu je bele barve, mogoče 90% avtomobilov je belih, to pa so 3 razlogi pravijo, zaradi vročine, ker se bela barva manj segreje, ali zaradi prahu, ker v Uzbekistanu je puščava in se na belem avtomobilu ne pozna toliko prahu, ali pa da je cena bele barve najnižja. Dejansko pa ne vem, če je to res ali ni. Drugače pa je imel ameriški GM, je imel tovarno v Uzbekistanu, ker je bil namen Uzbekistana, da razvije lastno avtomobilsko industrijo in zato so izdelovali avtomobile Chevrolet, ki jih je danes na cestah največ. Potem v preteklosti je ta tovarna General Motors pripadala Daewooju in posledično je na cesti tudi dosti Daewoojev. No, Lade so pa pač ostanki iz prejšnjih časov.
No, zanimivost pa je javni prevoz v Uzbekistanu. Zaradi velikih razdalj seveda lahko potuješ tudi z letali. Večina ljudi pa potuje z hitrimi vlaki, to so vlaki španske izdelave, ki pa potujejo do 230 km/h. Pogostokrat kdo pravi, no, Uzbekistan pa ima boljše vlake kot Slovenija. Ja, saj to je res, vendar je pa tudi dejstvo, da površje Uzbekistana je drugačno od slovenskega. V Sloveniji so hribi pa doline in moramo graditi tunele, viadukte, medtem ko večina Uzbekistana je ena velika ravnica, kjer pa res ni težko zgraditi železniške proge, obenem pa ni težko na ravnici doseči velikih hitrosti. No, vožnja z hitrim vlakom iz Taškenta v Samarkand traja nekaj malo več kot 2 uri, razdalja pa je približno 300 kilometrov. Tako da vlaki so pa tudi sorazmerno poceni, saj mislim, da vožnja je stala nekaj manj kot 10 evrov. Drugače pa, kar se tiče javnega prevoza po mestih, se pa največkrat uporablja Yandex. To je neka ruska aplikacija podobna Uberju, ki si jo pač lahko naložiš na telefon, in vožnja je res zelo poceni. Sploh ker železniške postaje v vseh teh mestih so kar izven mest, niso v samem centru, tako da potem vožnja kakih 10 kilometrov te stane mogoče 2 ali pa 3 evre, kar je res zelo ugodno. Če smo pa že pri javnem prevozu, bi te mogoče samo vprašal, v tvojem članku si tudi omenil, da imajo nacionalnega letalskega prevoznika, ki ima dobre povezave tudi med mesti na eni strani in drugi Uzbekistana. Ja, tako je, imajo pač Uzbekistan Airways, letijo tudi v Evropo, imajo nekaj destinacij, največ pa seveda znotraj Uzbekistana in cene so nizke. Mislim, da so okrog 50 evrov lahko tudi dobiš za letalsko vozovnico, vendar jaz jih nisem koristil, ker sem se odločil, da bom potoval nazaj, zato sem letel z Turkish Airlines, se pravi, priletel sem v Taškent, odletel sem pa iz Urgenča, se pravi, priletel sem na vzhod države, letel pa z zahoda in se mi potem ni bilo potrebno vračati nazaj v Taškent. Ja. No, sedaj pa se podajmo v Samarkand. Samarkand je vsekakor najbolj znano mesto Uzbekistana, pa verjetno celotne svilne poti. Gre za drugo največje mesto v državi s 500 000 prebivalcev, staro 3000 let, kar pomeni, da je eden najstarejših stalno poseljenih krajev na svetu. Mislim, da sem tudi že prej povedal, da je v 15. stoletju bil glavno mesto Timur-Lenkovega imperija in od takrat se je tudi ohranila najbolj impresivna arhitektura, ki jo opazujemo še danes. In kot zanimivost pa je, da večinsko prebivalstvo niso Uzbeki, ampak so to prav Tadžiki, kot že prej povedano. Tadžiki so ljudstvo perzijskega izvora, čeprav na večini statistik skušajo prikazati, kot da so Uzbeki večinsko prebivalstvo, vendar to ni res. No, najlepši trg Samarkanda, Uzbekistana in celotne svilne poti je Registan, to je pač trg, ki ga noben obiskovalec Uzbekistana ne izpusti iz svojega programa. Samo ime Registan pa pomeni peščeni trg. Nekoč je bil javni trg, pa tudi kraj trgovanja, kraj, kjer so pač razglaševali zakone, kjer se je pač na veliko trgovalo, sploh ko so prišle karavane, so se najprej ustavili na tem trgu. No, danes je glavna turistična znamenitost, no, v preteklosti pa so se na tem trgu izvajale tudi javne usmrtitve. In iz tega tudi izhaja ime peščeni trg, kajti na trgu je bil vedno pesek, ki je vpijal kri ubitih ljudi. In zato so ga imenovali peščeni trg. Pogosto so pa baje tudi na tem trgu bile na kole nataknjene glave, pač ki so jih vladarji Samarkanda so nataknili glave svojih nasprotnikov, tako da ima tudi krvavo zgodovino. No, zvečer je trg lepo osvetljen, ima pa tudi ta Light and Sound Show, ki je sicer kar precej kičasto, vendar pa če si že v Samarkandu, si to predstavo tudi moraš ogledati. Sam Registan obdajajo 3 medrese, to so Ulugh-Begova, Tilja Korjeva in Šerdorjeva, ki so okrašene s prepletajočimi se mozaiki in vzorci geometričnih in vegetativnih oblik. In vse 3 medrese pač ustvarjajo lepo
lepo celoto. Ja, medresa, sva že prej rekla, je šola oziroma izobraževalna institucija in arhitektura medrese je pa visoki portal, ki ga imenujemo Ivan. Ob strani sta dva minareta in ima pa tudi kupole, pod katerimi so večinoma mošeje. V notranjosti pa ima veliko dvorišče, okoli tega dvorišča pa so razporejene hudžre, ali to so sobice za šolarje, v 2 nadstropjih, v večini teh sobic pa je danes, so pač turistične trgovinice, kjer prodajajo spomenike. Saj večina medres danes več ne služi svojemu namenu, ampak so pač turistične znamenitosti, medtem ko, kot bom v nadaljevanju povedal, ena pa še vseeno služi svojemu namenu. Gur-e-Amir pa je grobnica kralja in ta kralj je seveda Timur-Lenk, kjer je pokopan on in njegova 2 sinova in vnuki. Dejansko ni hotel biti pokopan v tej grobnici, ampak v svojem rojstnem kraju, vendar je ravno takrat bila zima in niso morali čez visoki gorski prelaz in zato so ga pokopali prav v Samarkandu. No, zanimivo pa je, da na njegovi grobnici sta bila zapisana 2 uroka. Eden se je glasil: kdor vznemiri mojo grobnico, bo izpustil vsiljivca hujšega od mene. Druga pa se je glasila: ko vstanem od mrtvih, mora svet trepetati. In lokalni prebivalci so zato svarili, da se grobnica ne sme odpreti, kar pa Sovjeti, Rusi niso upoštevali. Grobnico so odprli in še samo 2 dni, leta 1941, so nacisti napadli takratno Sovjetsko zvezo. Tako da tu v Uzbekistanu povezujejo pač napad Nemčije na Sovjetsko zvezo zato s tem, da so odprli Timur-Lenkovo grobnico. Zdaj, če je res, ne, vendar časovno se je baje tako zgodilo. Ali lahko rečemo temu naključje ali dejansko preklic? Ne vem, je pa pač zdaj primerno za povedati kot zanimivost. Zelo zanimivo. Ja, velika znamenitost Samarkanda pa je tako imenovana Šah-i-Zinda. Gre za avenijo turkiznih mavzolejev, ki se pa je razvila okoli grobnice bratranca preroka Mohameda, ki je v 7. stoletju prišel skupaj z Arabci v Samarkand, da bi širil islam. Ni bil dobro sprejet. V preteklosti so na tem območju pač živeli Perzijci in so imeli religijo, so bili zoroastrici in so ga obglavili. In legenda pravi, da naj bi pač vzel svojo glavo in z njo odkorakal in se vrgel v vodnjak, kjer živi še danes, in zaradi tega ga imenujejo živi kralj. No, ta Šah-i-Zinda pa je zelo obljudena, predvsem zaradi teh čudovitih modrih in turkiznih pročelij, številnih grobnic, in številni influencerji se pridejo fotografirati in potem te fotografije objavljajo na Instagramu ali pa na Facebooku. Zanimivi miti in zgodbe, ki so dejansko postale prav turistični element privabljanja. Ja, tako je. Seveda pa moraš pač prebrati dosti vodičev, potem dosti na internetu ali na Wikipediji, da dejansko te zgodbe izveš. No, preden se premaknemo v Buharu, pa skočimo še v puščavo. Kot na fotografiji vidimo, površje Uzbekistana je večinoma sušno in ravno. Ima sicer tudi 4500 metrov visoke gore na skrajnem vzhodu, vendar to zajema le majhen del države. Puščava Kizilkum je 15. največja puščava na svetu, ime pomeni rdeča puščava in to je pač puščava v Uzbekistanu in Kazahstanu. In številni turisti se odločijo preživeti vsaj eno noč v tej puščavi, da spoznaš ta puščavski način življenja. Seveda v puščavi živijo tudi kamele, gre za dvogrbe oziroma baktrijske kamele, za razliko od enogrbih, ki jih recimo najdemo v Severni Afriki, in kamele so odigrale pomembno vlogo na svilni poti, saj so tovorile tovor na dolge razdalje in so zelo prilagojene življenju v mrazu, višini in tudi na vročini.
Še danes pa lahko, ko se pač voziš skozi puščavo, vidiš kar precej tudi teh divjih kamel. No, prenočili smo v jurtah, to je pač naselja jurte, ki so dom nekaterih nomadov v Srednji Aziji, v glavnem v Kazahstanu, Kirgiziji in Mongoliji. Za Uzbekistan sicer sploh niso značilne, vendar so pa vseeno naredili tako naselje iz jurt. In če se že tam, potem pač greš, da prespiš in sprobaš tudi to. Sicer v jurtah sem jaz bival že v Kirgizistanu, takrat smo bili na višini 3000 metrov na jezeru Songkul in tisto je bilo res pravo doživetje, saj tam ni ne elektrike, ne vode, ničesar, medtem ko ta kamp jurt tu je bil kar precej turistično naravnan. No, v jurtah se večinoma spi na tleh, vendar ker so pa te turistične, so bile not tudi postelje, bila je tudi elektrika, tako da si se lahko polnil telefon. Drugače pa res skromno bivališče, ki ga pač ti nomadi preselijo, ko se z živino selijo na drugo lokacijo, enostavno vse skupaj poderejo in potem vse skupaj postavijo na novi lokaciji. Ravno to sem te mislil vprašati, če slučajno veš, koliko traja to, da se hitro postavi in podere ta šotor oziroma to bivališče? Ne bi vedel, vendar to so oni že izkušeni v tem in lahko na hitro postavijo oziroma tudi razstavijo. Zdaj, kako dolgo traja, pa ne vem. Je pa tudi bila velika razlika, ker ko smo bili v Kirgizistanu, jurta je zgoraj odprta, je tako narejen neke vrste križ in to ima Kirgizistan tudi na svoji zastavi, ker je to res najbolj sveti del jurte, medtem ko v Uzbekistanu, kot sem prej rekel, Uzbekistan nima neke tradicije jurt, pa so ti deli kar prosto ležali, pa so jih zažgali, tako da pravim, čisto drugačen odnos do jurte v Uzbekistanu, kot je pa recimo v Kirgizistanu. Dobro primerjava, mislim, zanimivo. Ja, sedaj pa smo v Buhari, naslednjem mestu ob svilni poti, kot pač vsa ostala mesta, je tudi Buhara pod zaščito UNESCO in velja za eno najboljše ohranjenih srednjeveških mest, ki pa skozi zgodovino ni spremenilo svoje arhitekturne zasnove. V 10. stoletju je bila Buhara pomemben center izobraževanja, religije, trgovanja in kulture. Pač v mestu najdemo celotni vse arhitekturne posebnosti kot vseh ostalih mestih, to so mošeje, medrese, karavansaraje, minarete, palače in trgovske arkade. Ima skoraj 300.000 prebivalcev, podobno kot v Samarkandu, pa je tudi v Buhari večinsko prebivalstvo so Tadžiki in ne Uzbeki. V preteklosti je v Buhari bilo dosti bazenov, to so bili zbiralniki vode, vendar danes so ohranjeni samo še nekateri, večino so jih Rusi zasuli, ker so se ob njih začele širiti bolezni. Ta kompleks Labi House se je pač ohranil, ker so okoli tega bazena stare medrese in zato ga pač niso zasuli, drugače pa ime Labi House pomeni ob bazenu, enostavno house je bazen. Največja arhitekturna znamenitost Buhare pa je tako imenovani kompleks Poji Kaljan. Kaljan je dejansko minaret, Poji pa pomeni ob vznožju minareta oziroma ob vznožju velikega. Ta kompleks pa je sestavljen iz minareta in mošeje, ki se imenujeta oba Kaljan, ter Miri Arab medrese. Minaret Kaljan je visok skoraj 50 metrov, je iz 12. stoletja, služil pa je verskim razlogom, saj so z tega minareta muezini klicali vernike k molitvi, obenem pa so z tega minareta metali tudi kriminalce. Dejansko pa ima tudi dekorativni namen, saj da muezin kliče vernike k molitvi, ni treba, da gre 50 metrov visoko, ampak bi jih lahko poklical tudi recimo samo z strehe mošeje. V 13. stoletju, ko je na to območje prišel Džingis Kan, se pravi mongolski vladar,
pa minareta ni porušil, čeprav je porušil večino ostalih zgradb v mestu. Legenda spet pravi, da minaret je bil tako visok in ko je pogledal gor, mu je z glave padla čelada in ko je pobral čelado, se je moral pred minaretom prikloniti in zaradi tega se je potem odločil, da bo minaret ohranil, ker on se ne prekloni pred nikomer, pred tem minaretom pa se je. Tako da spet ena legenda, se pravi, v Uzbekistanu imajo res polno legend. Del kompleksa pa je tudi Mirib Arab Medresa, ki stoji nasproti, se pravi, oba portala se stojita nasproti z mošejo Kaljan, ki je ena izmed največjih mošej, saj sprejme 12,000 ljudi. Gre za najpomembnejšo versko zgradbo, ki je bila tudi v času Sovjetske zveze je delovala kot medresa, se pravi kot izobraževalna inštitucija in je še ena redkih medres v Uzbekistanu, ki je še danes aktivna, se pravi še danes deluje in zato je ena redkih medres tudi, v katero turisti nimajo vstopa. Najdemo pa tudi Čor Minor. To dejansko še zdaj ne vejo, čemu je ta zgradba služila. Nekako uveljavljena teorija je, da je to zdaj bila vratarnica mošeje, ki je danes več ni. Drugače pa ime pomeni 4 minareti, čeprav to minareti niso, ima pa obliko okoli obrnjenega stola. Je spet neka arhitekturna posebnost Buhare. Posebnost pa so tudi trgovske arkade, ki jih v ostalih mestih ne najdemo in to so pa pač kraj, kjer se je odvijalo trgovanje. Danes pa še imamo v njih številne stojnice z suvenirje. Sedaj smo pa prišli že do zadnjega mesta, ki sem ga obiskal in to je dejansko mesto, ki me je najbolj navdušilo, to je Hiva. Gre za 1500 let staro mesto v oazi, ki ga pa obdaja puščava. Je mlajša od Samarkanda in Buhare, leži pa nedaleč od meje s Turkmenistanom. Moram povedati, da Samarkand je mogoče res najbolj znano mesto, vendar pa te turistične znamenitosti so locirane ena tu, ena tam, medtem ko Hiva je celota. Samo mesto je locirano znotraj 10 metrov visokega in 2 kilometrov dolgega obzidja in gre za mesto muzej, tako da vsaka ulica, vsaka zgradba ima zgodovino in kot sem rekel, sestavlja neko celoto, ki je res lepo videti. Staro mesto se imenuje Ičankala, ogled katerega uradno ni zastonj, vstopnica stane 15 evrov, če pa imaš pres izkaznico, se pravi z namenom priprave članka, ti pa odobrijo 50% popust. Posebnost mesta je minaret Kalta Minor oziroma Kalta Minar, je nedokončani minaret in če bi bil dokončan, bi bil najvišji minaret v muslimanskem svetu takratnega časa, vendar pa oseba, ki je minaret hotela zgraditi, je umrla in potem se je gradnja minareta tudi ustavila. Najlepši razgled na mesto pa je z minareta Islam Hodža, visok je skoraj 50 metrov, ima pa seveda verski pomen, obenem pa je služil tudi kot stražni stolp. Najstarejša zgradba je Džuma ali Petkova mošeja iz 12. stoletja, v notranjosti pa ima več kot 200 izrezljanih stebrov, vsak poseben, ki držijo dejansko streho te pritlične enonadstropne pritlične zgradbe. Hiva je bilo prvo mesto v Uzbekistanu, ki je na seznamu UNESCO že od leta 1991, kar pomeni, da je res pomembno, če je bilo prvo mesto, ki je prišlo na seznam v državi. Drugače pa ima stari del mesta, se pravi Ičankala, 4 mestna vrata, ki vodijo v stari del. Zanimivo pa je, da vstopnino plačaš samo na 2, se pravi na vzhodnih in zahodnih, medtem ko na severnih in južnih vratih vstopnine ne plačaš. Se pravi, če vstopiš na severnih in južnih, lahko greš v mesto zastonj, vendar pa pomeni, da ne moreš si ogledati nobene zgradbe od znotraj. To lahko si ogledaš edino, če imaš vstopnico.
No, tako pa po noči, sploh ko se pa znoči, so pa vse zgradbe zelo lepo osvetljene in dejansko takrat imaš občutek, kot da si v pravljici v 1001 noči in samo čakaš, da se izza katerega vogala pokaže karavana s kamelami. Tako da res, kot če si v kaki pravljici, res je bilo zelo pravlično. No, tako smo prišli do zadnjega slajda, to pa je pač sončni zahod nad puščavo s palače, ki se imenuje Konja Ark oziroma stara palača, v kateri so v preteklosti živeli vladarji Hive, ki so se imenovali Kani. Čudovito, res. Tudi na koncu ta prispodoba s pravljico oziroma zgodbom iz 1001 noči je res na mestu. Za konec bi te mogoče vprašal, res smo spoznali veliko atrakcij oziroma lahko rečem zgodovinskih lokacij, mest, veliko smo izvedeli, pa me zanima, je kaj takšnega, kar ti še ostalo na seznamu, kar bi obiskal, kaj pa priporočaš drugim, da še obiščejo, poleg seveda teh, ki si jih predstavil? Dejansko mislim, da je to bolj ali manj vse, kar se da videti. Sicer v Uzbekistanu recimo dolina Fergana na skrajnem vzhodu, ki si jo pač deli tudi z Tadžikistanom in Uzbekistanom. Mogoče, če bi še kdaj šel v Uzbekistan, bi si pogledal ta del države. Vendar drugače pa mislim, da že sam ogled vseh teh mest je čisto zadosti, saj po teden dni potovanja ti je dejansko že zadosti gledanja teh starih stavb, čeprav so zanimive. Drugače pa Uzbekistan priporočam, vsekakor pa ne priporočam ljudem, ki so bolj pač tipi za na plažo, ker ti Uzbekistan nima morja in to je res samo potovanje. To je neko pravo popotniško odkrivanje, ne samo preživljanje prostega časa, sproščeno, dejansko se je treba pelati pravo na pot. Vsak dan se skoraj seliš v drugi kraj in to je res za popotnike, ne pa za turiste, ki raje grejo na morje. Tega se morajo pač zavedati. Je pa po tvojih fotografijah res videti ta poseben stil te čudovite njihove arhitekture. Res je, tudi barve so zelo tako zanimive, oziroma jih lahko povezujemo z Uzbekistanom. Ja, vsa mesta so zelo fotogenična, ne vem zakaj, samo mene je dejansko presenetilo, kako dobre fotografije so nastale v Uzbekistanu. Mogoče tudi zaradi svetlobe, ker celih 9 dni, kar sem bil tam, je bilo sončno, brez oblaka skoraj, in verjetno tudi ta svetloba pripomore k dobrim fotografijam. To se vsak potnik želi takšnega vremena. Mislim pa, da se sedaj pojavlja tudi vprašanje se strani publike, ki ga bom sedaj prebral. Torej, Andreja zanima, Andrej pravi, da gre do avgusta na potovanje, je dovolj časa 16 dni za 2 državi, Kirgizistan in Uzbekistan. Ja, jaz bi rekel, da je. Jaz, ko sem bil v Kirgizistanu, pač največja znamenitost Kirgizistana je narava. Če pač avgust je ravno primeren čas, da grejo gor do jezera Songkul, ki je na 3000 metrov, z temi jurtami, pase se živina, res nepozabno dogodivščina. Potem, če bodo šli na jezero Isikkul, sam Biškek, tudi če izpusti iz programa, ker ni res nič posebnega. Vsekakor bi pa več časa namenil Uzbekistanu kot pa Kirgizistanu. Vendar pa po mojem 16 dni je zadosti časa za obe države. Torej, za več informacij pa še te lahko gledalci in poslušalci tudi kontaktirajo na tvojem Instagram profilu, ki je viden spodaj. Pa tudi jaz vas vabim, da preberete Miranov članek v Globetrotterjevi spletni reviji, ki se nahaja na spletni strani popotniškega združenja. Tako pa sedaj naznanjam, da smo prišli do konca današnjega druženja. Verjamem, da ste uživali ob številnih popotniških utrinkih, da ste veliko izvedeli, veliko zanimivih informacij, zgodovine, kakorkoli, in zaradi tega tudi vam zahvaljujem, da ste bili z nami, da ste bili del tega dogodka. Mirana, zahvala gre tudi tebi za predstavitev tvojega popotovanja, za vso znanje, ki se ga delil z nami, in ti želim veliko podobnih, neponovljivih odprav še v prihodnje. Ja, hvala še enkrat za povabilo. Upam, da je bila gledalcem oziroma poslušalcem predstavitev všeč.
Sedaj pa se že spodaj na bannerju vidi, torej kaj morate storiti, da prejmete brezplačno izkaznico, torej na e-mail naslov popotniškega združenja morate poslati vaše kontaktne podatke z geslom, ki ga vidite spodaj, in to je tudi geslo predstavlja tudi drugo največje mesto Uzbekistana, ki smo ga danes dobro spoznali. Torej še enkrat ponavljam, na e-mail naslov popotniškega združenja morate poslati kontaktne podatke in lahko ste žrebani za torej izkaznico. Seveda, da zraven posredujete tudi geslo, ki ga vidite spodaj. Posnetek te oddaje bo objavljen na YouTube kanalu popotniškega združenja, lahko ga pa poslušate tudi v obliki podcasta na temo namenjenih aplikacijah. To je to za danes, do naslednjič uživajte, veliko potujte in se vidimo. Bon voyage!